2 meseca pred volitvami v Izraelu postaja volilna kampanja iz dneva v dan ostrejša. In prav tako so vse bolj sporni oglasi. Od boja glede prihodnje palestinske države do naborništva in vprašanja, kdo lahko sestavi koalicijo s 61 sedeži. Naša dopisnica Joe Brown ima več informacij o najnovejših političnih manevrih. Ta teden minevata 2 meseca do izraelskih parlamentarnih volitev. Zavezništva se oblikujejo in razpadajo. Nove stranke se hvalijo s podporo, ki jo imajo, in vsak politik napada, da bi si zagotovil svoj delež neodločenih glasov. Večina zadnjih anket kaže, da je opozicijski blok blizu večine, s 61 sedeži, vendar mu nekaj sedežev še vedno manjka. Postaja verjetno, da bodo, tako kot 2021, morda potrebovali pomoč arabske stranke RAM, a to bi lahko bilo zapleteno. Vodja stranke RAM, Mansur Abbas, je svoji stranki povedal, da palestinska država postaja resničnost. Gadi Eisenkot, katerega stranka Ješar je trenutno v prednosti v anketah, je odgovoril Abbasu in na spletu zapisal, da palestinska država ne obstaja in ne bo obstajala v koaliciji, ki jo vodi. Podpora palestinski državi je med Izraelci na zgodovinsko nizki ravni, z dramatičnim padcem po pokolu 7. oktobra. Ker je ena anketa Pew Research pokazala, da 32% Izraelcev verjame, da bi palestinska država lahko sobivala z izraelsko. Leta 2025 se je ta številka prepolovila. Tudi na zadnjih volitvah leta 2022 je vodja centristične stranke Ješ Atid, Jair Lapid, pozival k rešitvi dveh držav. Zdaj je Jair Golan iz Demokratov edini vodja katerekoli večje cionistične stranke, ki poziva k rešitvi dveh držav. Druge je prva volilna reklama ultraortodoksne stranke Šas prav tako pritegnila pozornost Ješarja. Ta teden si se veliko naučil zate in za vse vojake. Oglas prikazuje ortodoksno judovsko družino, ki se pripravlja na petkovo večerjo in čaka, da se eden od sinov vrne iz vojske za šabat. Zaključi se s spornim trditvijo, da je na zadnjih volitvah 30.000 vojakov glasovalo za Šas. Jašar je naročil, naj se video odstrani do 11. ure. Ker so trdili, da je kršil volilna pravila z uporabo vojakov IDF in ustvarjanjem vtisa, da nepolitična vojska podpira Šas. Predsednik osrednje volilne komisije Noam Solberg se je strinjal z Jašarjem in naročil Šasu, naj odstrani video. Opozorili so tudi na hinavščino Šasa, ki dosledno glasuje proti naboru ultraortodoksnih judov, medtem ko vojska trpi zaradi pomankanja osebja. Vendar pa bi lahko očitna normalizacija vojske v ultraortodoksni družini nakazovala na nov, bolj popustljiv pogled Šasa na haredijske nabornike. In eden izmed mednarodno najbolj znanih ortodoksnih judov v Izraelu vstopa v politično areno. 7. oktobra sem videl, da je bila cela država zapuščena in izdana. In to je razlog z vami. Upam, da bomo imeli novo vlado, ki bo predana ohranjanju dežele in ljudi Izraela. Jonathan Pollard, ki je preživel 30 let v ameriškem zaporu zaradi vohunjenja v korist Izraela, je izrazil podporo novi stranki Najprej Izrael, ki jo vodi nekdanja namestnica zunanjega ministra in nekdanja poslanka Likuda Sharon Haskel. V prejšnjih volitvah so mu ponudili mesto na listi skrajno desnih strank, vendar je te ponudbe zavrnil. Zaenkrat gre le za podporo, ne za uvrstitev na listo. Toda tudi če bi bilo tako, Pollard verjetno še ne bi vstopil v Kneset. Saj Najprej Izrael je trenutno precej pod pragom 3,25% za parlamentarno zastopanost. Za več informacij se nam zdaj pridružuje politični analitik Attila Sontvalve, direktor podjetja As Is Strategic Consulting. Attila, vesela sem, da ste z nami na i24 News. Poslušajte, moram reči, da morda gremo v smeri proti volitvam leta 2026. Vendar se mnogi od teh argumentov zdijo znani že iz leta 2022. Zdaj imate Eisenkota, imate Beneta, imate Netanjahuja, ki vsi zavračajo palestinsko državo. In tukaj imate Mansurja Abbasa, ki jo odkrito podpira. Kaj vse to pomeni za koalicijsko matematiko, če bi RAM še vedno lahko bil potreben za oblikovanje vlade? Ja, no, še vedno imamo iste probleme tukaj v Izraelu in nič ni bilo zares rešeno. In glede ultraortodoksnih judov, ki se ne vpisujejo v vojsko, ter pravosodnega sistema, ki ni bil reformiran, kot si je vlada želela. In seveda opozicija, ki bije svoje vojne. Torej, nič se ni spremenilo, tudi slogani se niso spremenili. Netanjahu gre z istim sloganom, poskuša, veste, združiti Eisenkota z arabsko stranko in pokazati, da brez njih nima koalicije, kar je mimogrede za zdaj res, saj številke ne zadoščajo. Ampak izraelska politika je prizorišče, ki ga je treba zelo natančno spremljati, ker vidimo številke in ankete, ter začnemo oblikovati vlade in koalicije, še preden so volitve sploh potekale. Problem je, da so tukaj podtalni tokovi, veste, ki jih res ne moremo, in to tudi čutim,
Ankete, ki jih sprejemamo skoraj vsak dan, skoraj da ne odražajo in ne predstavljajo dejanskih gibanj, ki jih vidite v izraelski družbi. In izraelska družba se zelo hitro spreminja. Mislim, novičevski cikel je zelo hiter, vse se zelo hitro spreminja, tako da ne moramo biti prepričani, kdo bo oblikoval vlado, ne moramo biti prepričani, katera je največja stranka in ne moramo biti prepričani, katera bo naslednja koalicija. Za zdaj se zdi, da sta obe strani, mislim, judovska bloka, brez Arabcev, izenačeni, kaj ne? Nihče v resnici ne vodi v tej tekmi. Tako da bo oblikovanje vlade veliko bolj zapleteno, kot se trenutno zdi. Ja, v 2 mesecih se lahko zagotovo še veliko zgodi. Dilan, tudi s tabo bi rada govorila o tem oglasu stranke ŠAS. Predvajajo oglas, ki poudarja podporo vojakom in nabornikom, čeprav so večkrat nasprotovali širši zakonodaji o naboru Haredijev. Ampak zanima me, ali lahko takšno sporočilo resnično prepriča neodločene volivce, ali pa volivci vidijo to protislovje. Mislim, kakšen je sploh smisel, da to dajo v javnost? Poanta je v tem, da imaš publiciteto. Če ni publicitete, kaj ne, to je slabo. Tako pravijo strokovnjaki za odnose z javnostmi. Slabe publicitete ni. Moraš biti v igri, ljudje morajo govoriti o tebi. To je zelo cinično. To je zelo ciničen oglas, ampak je tudi oglas, ki povzroči veliko prometa na spletu. Torej, točno to je želel povedati ŠAS. Potrebovali so večjo pozornost drugje. Kot se spomnite, smo v zadnjih nekaj tednih o ŠAS-u slišali samo o sporu znotraj vodstva. Med Arijem Derijem, političnim voditeljem, in Jicakom Jozefom, ki je rabin, glavni rabin in duhovni vodja stranke. In ta dva gospoda sta bila v zadnjih nekaj tednih na nož. Mislim, da sta Deri in njegovi strategi želela preusmeriti pozornost od notranjega spora. To ŠAS vleče navzdol, ker ima ŠAS po večini anket okoli 7 mandatov. In želeli so preusmeriti pozornost od tega spora, od tega slabega vzdušja, ki je prevzel stranko ŠAS, na nekaj večjega. In točno to so tudi storili. Vsi govorimo v zadnjih 24 urah prav o tem oglasu. Mislim, da nihče ne verjame, da bi ŠAS, ki se je tako močno boril proti vpoklicu ultraortodoksnih mladih v vojsko, resnično podpiral vojake. Mislim, da je to preveč cinično, da bi bilo res. No, osrednji volilni odbor je res prosil ŠAS, naj to umakne. Vendar to ni edina stranka, s katero so imeli težave. Ampak to ni pomembno. Poslušaj, res ni pomembno. Bodimo pošteni do sebe. Živimo v 21. stoletju. Vse, veš, družbena omrežja, Instagram, X, in ko je enkrat zunaj, TikTok, je zunaj. vse jih prežvečimo, ne? Vsi vedo za to. Ne moreš več ničesar zares odstraniti danes. Mislim, da je zunaj kroži po skupinah, WhatsAppu, Telegramu, povsod, torej dosegle točno tisti učinek, ki so ga želeli doseči. No, Eisenkot in Bennett sta morala tudi odstraniti nekaj kampanjskega materiala, v katerem so bili vojaki. Torej, to je tema, ki jo opažamo pri različnih strankah. Ali poskušajo tokrat še bolj premikati meje? Zdaj ne gre več za meje, gre za vprašanja. Netanjahu noče govoriti o vojski, vojakih, naboru in podobno. Opozicija pa si prav tega želi. Opozicija želi pokazati, da je ta vlada pustila na cedilu rezerviste in vojake. Zato je za opozicijo zelo pomembno pokazati, da Netanjahu in njegovi ultrareligiozni partnerji niso skrbeli za vojake, ki so se borili zadnja 3 leta. In to je boj glede teh vprašanj, ne? In vsak želi poudariti svoje stališče. Netanjahu skuša pokazati, da je v zadnjih 3 letih zmagoval na toliko frontah, kot so na primer Iran, Libanon in Gaza. Kljub temu, da lahko tudi v teh dneh vidimo različne predmete, ki prihajajo iz Gaze, samo v zadnjih nekaj urah. To nas pravzaprav pripelje do naše naslednje teme, zato se ti, Atila Šontak, res lepo zahvaljujem, da si bil z nami in nam ponudil pogled v izraelsko politično sfero. Hvala. Najlepša hvala, lep večer.